Če ste si vedno želeli igrati kakšen inštrument, pa niste imeli poguma, imate sedaj priložnost. V Ljubljani in Mariboru namreč deluje prav posebna glasbena šola, kjer lahko svoje glasbene ambicije izpolnijo vsi, ne glede na leta, glasbeno predznanje ali celo talent. Ponujemo in klasične programe, torej takšne tudi, ki se vršijo v državnih glasbenih šolah. Načeloma je bila pa šola zasnovana torej na jazz pop rock oddelki, zato ker so tudi sam sem doštudiral v New Yorku in potem sem tudi svoje glasbenike, ki so torej tudi moji mentori danes, so tudi diplomirali iz tujine in so prišli v Slovenijo in praktično ni tukaj niti šola, niti zaposlitev za te stvari in pač je bila ideja, da dajmo odpreti v bistvu šolo, ki bo malo drugače delovala, tako rekoč, ne? Učimo od 4-letnih otrok, torej imamo razne glasbene pripravnice, glasbene vrtce, imamo potem rock, pop, jazz oddelke, klasične oddelke, bom rekel skoraj celotni inštrumentari, torej tudi pokrivamo skoraj vse inštrumente. Mogoče ena zelo posebnost je tudi to, da vpisujemo tudi odrasle osebe, pouk se vrši v glavnem skoraj vse individualno, zato se tudi vsakemu posamezniku prilagajamo glede na njegove želje, znanje in tako naprej, ne? Glede na vsakega posebej se določiš z mentorom, kakšen program hočeš delati in je potem individualen pouk, se pravi dela se na komadih, na principih recimo za improviziranje, glavno pač prilagojen tebi, ne? Kak stil glasbe hočeš, na tem delaš. Tu se dogajajo zanimive stvari, ponavadi ko pridem na glasbeno šolo, začnemo z mojim mentorjem Markom Soršakom, točiti po bobnih, kako se najdrugače izrazim, tako je ponovadi tudi zelo glasno. Mi smo šola, ki ne delamo po enem klasičnem nekem sistemu, ampak v bistvu zelo bolj kot ne po tej modernejši poti, kar pomeni večina učencev, ki prije k nam si želi igrati v bendih in hitro poprijeti in iti na palčke v roke, iti na oder, karkoli v tej smeri in se moramo tudi mi, mentori, tudi temu malo prilagajati, ampak vse prijem je pa to zato bolj zabavno. Moram reči, da sem se tudi kako mišico razvil tu v ramah, tako da moramo malo tudi vaditi v fitnessu, da preprečimo kako poškodbo. Tisti, ki nimajo veliko časa, pa se lahko odločijo tudi za učenje na domu. Posebnost tega je torej, da poskušamo delovati na območju cele Slovenije, ne? In torej, da pripeljemo luksus staršem domov, kar pomeni, da dobijo dobrega mentorja, obenem ne rabijo potem tudi otroke voziti v glasbeno šolo, ne izgubljajo časa na tem, skratka, da imajo privatnega inštruktorja, za katerega torej mi tudi garantiramo, da je usposobljen za takšno delo, ne? Marsikdo si želi kot otrok, recimo bobnati, nekdo si v srednji šoli zaželi, da bi rad zaradi punc bil frajer in bobnal, ne. Včasih pa je tako, da eni so pa imeli dolgoletno željo in niso mogli uresničiti in so pol kasneje, ko so si to lahko privoščili, ko so imeli malo časa, ko ima malo več časa v življenju in so prišli na šolo, da malo se tudi sprostijo na koncu, glede na to, da imajo stresne dneve, ne. Tako da, zakaj pa ne, nikoli ni prepozno. Torej, če pride nekdo, ki še ni nikoli igral na bobne, recimo ženska, a se da naučiti ali ne? Seveda vsakega se da naučiti, če znaš 3-4, po moje se da vsakega, no. Jaz bom rekel, da v svoji karieri, pa vem, da sem učil že več kot 200 učencev, nisem imel primera, ki se ne bi kdo lahko naučil vse nekih ritmov. Ja, jaz sem strašen primerek, si upaš provat? Ja, definitivno, greva? Greva. Pazi, tako. Joj! 2, 4. Recimo. In če je uspelo meni, lahko brez težav tudi vam. Samo poskusiti je treba. Hvala.